vsem. Predno sem odšel doma, mi je žena Tatjana rekla, ti si pa res srečen, pravi, tvoj hobi je isti kot tvoje delo. In v bistvu je res nekako tako, seveda ni moje delo samo to, kar nocoj počnem, ampak vendarle to je eno od tistih delov službe, v katerem lahko rečem najbolj uživam. Moja želja je seveda v prvi vrsti pomagati vsakemu človeku do tiste polnote življenja, polnega življenja, o katerem govori Jezus Kristus v Evangeliju po Janezu, 10. poglavju, ko pravi, da je prišel, da prinese življenje v obilju. In mislim, da je pravzaprav to tisto temeljno sporočilo Svetega pisma, Evangelija kot takega in tudi tema, o kateri govorimo nocoj, jasno izhaja iz tega. Tanja je omenila prej na začetku, da verjetno konflikte doživljamo vsi. Tisto, kar opažam, je, da kadar govorim recimo o takšnih temah ali o nekih vprašanjih, ki se tičejo zakona ali kakorkoli drugače mejijo na nekaj, kar bi lahko dalo nekomu vtis, da pač ima oseba s tem težave, da je običajno udeležba na takšnih predavanjih manjša, ker nihče ne želi dati vtisa, da ima s tem kakršnokoli težavo. In jaz vem, da vi nimate s tem težavo, ste prišli zgolj zato, da boste drugim pomagali rešiti te težave. Tako da smo si čisto na jasnem na začetku, nič slabega si ne mislim o vas, torej vem, da nimate konflikta v življenju, boste pa pomagali zagotovo drugim. Poglejmo si najprej na začetku nekaj dejstev o konfliktih. Kaj pravzaprav so konflikti, kdaj se zgodijo? Lahko rečemo preprosto tako, da se konflikt zgodi vedno, kadar se z nekom glede nečesa ne strinjamo, kadar pride do nekega nesoglasja, kadar pride do dveh različnih mnenj, pričakovanj, želja, česarkoli drugega. Skratka, ni pomembno, za katero življenjsko področje gre, na katerega se nanaša kaj, ampak dogaja se na vseh življenjskih področjih in teme, ki lahko povzročijo ali pa sprožijo različne konflikte, so seveda tudi ravno tako zelo različne. Do konflikta pride ali pa konflikt se začne, kadar ne dobimo tistega, kar si želimo ali pa kar mislimo, da si zaslužimo. Besedilo v Jakobovem pismu in videli boste na tej prezentaciji več navedkov, ki usmerjajo na določene svetopisemska besedila. Zdaj ne bomo jih vseh brali, čeprav smo v svetopisemskem maratonu, ampak da ne bi predavanje bilo maratonsko, bom samo omenil nekatera od teh besedil in zagotovo nekatera poznate, druga lahko sami poiščete še doma, ampak v Jakobovem pismu besedilo govori prav o tem, pravi približno tako, želite, pa tega nimate in ker tega, kar želite, nimate, se prepirate med sabo, ste v konfliktu med seboj. In mislim, da je to tista stvar, ki jo vsekakor moramo razumeti na samem začetku, torej kot izhodišče konfliktov so naše želje. Zdaj, ne glede na to, da smo kristjani in da kot kristjani seveda izhajamo iz tega, da bi vendarle naj živeli v skladu s svetopisemskimi načeli ali pa živeli tudi drugačno življenje, kot recimo nekdo, ki Boga ne jemlje resno, če lahko uporabim to besedo in ta izraz, smo tudi mi pod vplivom okolja, v katerem živimo. In to okolje, v katerem živimo, nam ves čas sporoča, da si zaslužimo določene stvari, da določene stvari moramo dobiti, da nam pripadajo na nek način. In preprosto začnemo vpijati ta razmišljanja. In ko se ne zgodi to, kar si želimo, kar pričakujemo, kar mislimo, da si zaslužimo, takrat se pojavljajo ali sprožijo konflikti v našem življenju. Ne gre tukaj samo za, ali pa sploh v manjšini, gre mogoče za materialne stvari, da rečemo. Bolj gre za tiste stvari, ki se tiče odnosov, se pravi nekega spoštovanja, tega, da nas nekdo posluša, da naredi tisto, kar se pričakuje in podobno. Skratka, govorimo predvsem o tovrstnih željah in pa pričakovanjih, ki jih imamo. Dejstvo je tudi, da se konfliktom ne moremo izogniti. Torej, tudi če nismo mi tisti, ki so konflikt sprožili ali nekako zelo neposredno udeleženi v njem, vendarle smo velikokrat pod vplivom različnih konfliktov. Zakaj? Preprosto zato, ker veliko tega, kar povezujemo s konflikti, izhaja iz tega, da smo si med seboj različni. In to je ena od
stvari, s katerimi Sveto pismo jasno operira. Besedilo v prvem pismu Korinčanom sicer govori o cerkvi, seveda je ne omejuje, govori nasplošno, nanaša se na ljudi in pravi, da smo med seboj kot udje enega telesa, različni, z različnimi nalogami, z različnimi vlogami, združeni pod eno glavo Kristusom in prav iz te naše različnosti pač izhajajo včasih naši konflikti, ki jih imamo. Ker če bi bili vsi isti, potem konfliktov ne bi imeli. Je tako. Sami sabo se ne prepiramo običajno, ne? Ali se... Včasih se nam tudi lahko to zgodi, sicer to si potem razložimo, da se moramo kdaj pogovoriti s kom pametnim tudi, ne? Pa govorimo sami sabo, pa razpravljamo o tem. Ampak preprosto nekako sami sabo se pomirimo, vemo, kje smo, kaj pričakujemo, zahtevamo, ampak problem je v tistih drugih, ker so drugačni. Ker če bi vsi bili takšni, kot smo mi, kako lep bi bil svet, ne? Mislim, nobenih težav ne bi bilo na svetu. Ampak ni tako, ne? Različni smo in ta naša različnost, ki je sicer od Boga dana, je lahko velikokrat vir konfliktov. To ne pomeni, da je Bog kriv za konflikte, da se razumemo. Ampak preprosto to, da smo različni, pač povzroča, da prihaja do teh konfliktov. Vendar le v tej naši različnosti, jasno, to moramo poudariti, je tudi bogastvo. To je tisto, kar dela življenje lepo, kar ga dela zanimivega in smiselnega. To je tisto, kar predstavlja na nek način tudi en poseben izziv za uresničitev Kristusove molitve iz Evangelija po Janezu, ko pravi, da bi vsi bili eno. Ker ko gledamo na to, kako smo različni, se sprašujemo, kako smo lahko eno. Ampak tisto, kar Bog pričakuje, ni uniformnost, ampak edinost v različnosti. Nekje sem nedolgo nazaj prebral eno zanimivo misel, ki pravi tako, ko človek zamrzne vodo, nastanejo lahko ledene kocke in vse so enake, praktično. Ko pa Bog zamrzne vodo, nastanejo snežinke. In vsaka snežinka je drugačna od druge snežinke. In mislim, da tisto, k čemur moramo težiti, ne da bi bili vsi enaki, vsi isti, ampak preprosto, da v tej naši različnosti začutimo in doživimo bogastvo tega in se seveda skozi to različnost tudi soočimo z izzivi, ki jih ta prinaša in ti izzivi so največkrat videni v konfliktih, s katerimi se v življenju srečujemo. Čeprav lahko imajo konflikti negativne posledice, pa vendarle ni nujno, da so vedno slabi. Imamo en primer v apostolskih delih, 6. poglavju, recimo, se spomnite, da je prišlo do konflikta med skupino kristjanov, ki so prihajali iz poganskega ali grškega dela in pa tistimi iz judovstva. In tisti iz tega grškega dela so imeli občutek, da so nekako zapostavljeni, še posebej, da so zapostavljene njihove vdove in pa sirote, za katere bi naj cerkev poskrbela. Skratka, pojavil se je konflikt, vendarle pa iz tega konflikta se je rodilo nekaj dobrega. Ko je ta konflikt bil rešen, zanimivo svetopisemsko besedilo se zaključuje s tem, da se je vedno več in več ljudi pridruževalo takratni cerkvi. Se pravi, konflikt lahko ima tudi dobre posledice. To ne pomeni, da so konflikti dobri, da jih moramo čim več ustvariti, da bi bilo čim več dobrih posledic. Ampak ne smemo se konfliktov ustrašiti, ne rabimo bežati pred njimi, ne rabimo si misliti, da če se zgodi nek konflikt, da to pa je zdaj konec sveta, mala ali večja katastrofa in da nikoli več ne bo tako, kot bi naj bilo in kaj zvem, kaj še vse. Torej nas preprosto prevzamejo neke črne in temne misli. Ni potrebe za to. Lahko pristopimo k razreševanju konflikta seveda z enim pozitivnim pristopom, z pozitivno držo in pa miselnostjo. Tisto, česar bi se naj izogibali seveda in bali, če lahko uporabim to besedo, je ta, da konflikt ostane nerazrešen. Nerazrešeni konflikti prinašajo tragične posledice. Z teh se edino lahko bojimo, nerazrešenih konfliktov. Vendarle pa seveda, ko govorimo o konfliktih in o teh dejstvih in še posebej o tem zadnjem, pa mogoče se nam včasih zdi, da so vsi konflikti ali pa vsi tisti, ki jih mi doživljamo, nekako zelo težko razrešljivi ali pa nerešljivi celo, vam moram povedati, da obstajajo določene dobre novice. In sicer nekaj dobrih novic je. Prva je ta, da seveda za nas kot kristjane je zelo pomembno to, da naši odzivi na konflikte dokazujejo to, da smo Kristusovi učenci oziroma sledilci, da smo kristjani. To, kako se odzivamo na konflikte, dokazuje to. Namreč zanimivo, kar je
Jezus izpostavil kot prepoznavni znak kristijanov, recimo v Janezu 13. poglavju 35. vrstici, je jasno rekel, potem bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci, če boste ljubili drug drugega. Potem v Janezu 17. poglavju, kot sem že prej omenil, da boste eno med seboj, kljub svoji različnosti. In to je nekaj, kar v resnici je dobra novica. Torej, to je tisto, po čemer smo lahko prepoznani kot Kristusovi sledilci. Druga dobra novica je, da konflikti ne rabijo uničevati našega življenja. Konflikti so priložnost za nas in za Boga. Za Boga, da deluje v našem življenju, da nas spreminja, da nas usklajuje s tem, kar nam želi dati, kakršni želi, da smo. In seveda omogočajo nam tudi, da prihaja do sprave, tako na navpičnem nivoju, vertikalnem v odnosu z Bogom, kot na horizontalnih naših nivojih, torej v naših medsebojnih odnosih. Svetopisemska besedila jasno pričajo o tej božji tendenci, o tej njegovi želji in jasno sporočajo, torej, da konflikt ne rabi biti nekaj negativnega, nekaj uničujočega, ampak da lahko pomeni priložnost za nekaj novega, tudi za nekaj boljšega. Razrešitev konfliktov je možna torej in je vredna tudi truda. Seveda, nekatere konflikte lahko razrešimo zelo hitro, zelo enostavno. Stvari, o katerih bomo nocoj govorili, ne bomo uporabili pri vsakem konfliktu vseh stvari. Ker kaj bi se zgodilo? Zgodilo bi se preprosto to, da bi več časa porabili za razmišljanje o tem, kaj narediti, kako ukrepati, kot pa samo zato, da bi konflikt razrešili, mogoče z besedo, 2 ali pa 3. Zelo na hitro se neke stvari dajo rešiti. Prav tako, da bomo spregovorili o tem tudi, da ena od stvari, s katerimi lahko rešimo konflikt, je, da preprosto spregledamo prestopek. Tudi to je možnost. Ampak vendarle pri stvarih, kjer gre za neke večje, pomembnejše stvari, tam je treba vložiti nekaj energije v to. Tam je treba vložiti nekaj truda. Treba si je prizadevati, zato kot pravi to besedilo pismo Efežanom, prizadevati za vso močjo, če beremo v izvirniku. Torej, ne samo tako bom poskusil, če bo šlo, če pa ne. Ne, bom poskusil in vložil vso svojo energijo, vso svojo moč, ki jo premorem, vse svoje znanje, pa še kakšen svet iz nocojšnjega predavanja v to. Zato, da rešim ta konflikt. Torej, zahteva se določen trud, zahteva se nekaj vlaganja v to, vendarle tisto, kar dobimo, opraviči vsak trud in vsako vlaganje. Je veliko več, kot bi si lahko zamislili na samem začetku. Konflikt je vedno priložnost za rešitev težave v korist vseh vpletenih in tudi v čast Bogu. In mislim, da je za nas kot kristjane to zelo pomemben element. Ko govorimo o tej temi, seveda v čisto sekularnem okolju, potem so izhodišča v veliki meri zelo drugačne. In moram vam povedati, da je veliko težje govoriti o razreševanju konfliktov v sekularnem kontekstu, kot pa govoriti v nekem verskem, duhovnem, krščanskem kontekstu. Pravzaprav v tem sekularnem kontekstu manjka nekaj, kar nam svetopismo ponuja kot izhodišče. So sicer dobri nasveti, ki so uporabni, ne glede na to, kaj človek veruje ali kaj ne veruje, pa vendarle določene bistvene stvari manjkajo. In to je tisto, kar vse ostale, lahko rečem, pristope, razen tega svetopisemskega ali pa pristopov, ki so informirani s svetim pismom, dela za veliko manj učinkovite in pa veliko težje, kot pa tega, o katerem govorimo nocoj. Zakaj? Kje je tista stvar, tista ključna stvar? Tista ključna stvar, če lahko tako rečem, je evangelij. Je sporočilo evangelija. Evangelij je Božja moč za spravo. Brez tega v sekularnem kontekstu nekaj bistvenega manjka. In kaj je to, kar manjka, oziroma zakaj je evangelij ta Božja moč za spravo? Kje so tisti elementi, ki jih je potrebno imeti v mislih? Prvi je ta, da seveda, ko razumemo evangelij pravilno, v resnici imamo dostop do Božje moči. Recimo, eno od temeljnih besedil, kasneje ga bomo omenjali še nekje drugje, tudi v povezavi z drugimi mislimi, ki bomo izrekli, recimo besedilo v pismu Rimljanom, 1. poglavju 16. vrstici, ker apostol
Pavel zapiše, evangelij je moč Božja v rešitev vsakemu človeku. In zanimivo je, on tukaj uporablja za besedo moč grško besedico dinamis, iz katere izhaja tudi dinamit. In vemo, da tam, kjer uporabite dinamit, pa se kaj spremeni ali ne? Ali vse ostane isto? Seveda se spremeni, nič več ni isto, nič več ni tako, kot je bilo. To je moč, to je tisto, kar spreminja vse skupaj. In evangelij v resnici, ko ga razumemo, nas spreminja. Če smo ostali isti, potem, ko smo slišali za evangelij, kot smo bili pred tem, ko smo slišali, potem nekaj ni v redu. Ali nismo slišali evangelija, ali ga nismo razumeli. Evangelij, pravilno razumevanje evangelija nas spreminja stvari, spreminja naš pristop, naš dostop in seveda pomeni to Božjo moč, ki deluje. Moč, ki nas spravlja horizontalno in vertikalno, v obeh smerih. V eni in drugi deluje. In recimo besedilo v pismu Kološanom v 1. poglavju postavlja delovanje evangelija v kontekst odnosov. Sporočilo evangelija, sporočilo odnosa, človek, Bog in človek, človek. Težava greha na začetku, čeprav greh je danes zelo taka arhaična beseda, ne, za mnoge ljudi, je bila ta, da je prinesel v odnose odtujitev. Adam in Eva sta, ko sta grešila, se kaj? Skrila. Zakaj? Sram jo je bilo. Skrila sta se pred kom? Pred Bogom, v prvi vrsti. In Bog jima je to hotel povedati. Na zelo, seveda, premišljen način sprašuje, kje si. Bog ni spraševal zato, ker ne bi vedel, kje sta. Ampak preprosto hotel, da razumete, kaj se je zgodilo, da je prišlo do odtujitve, do porušitve tistega skladja, ki je bilo prej v tem odnosu. In potem hitro zatem vidimo, kako se, ko se poruši ta prvi odnos in ta prva skladnost, rušijo vsi ostali odnosi. Ko Bog vpraša Adama, kaj si naredil, kaj je rekel? Nisem jaz, veš, Eva je kriva. Se pravi, ko se poruši en odnos, se začne rušiti takoj drugi odnos do sočloveka. In Eva je rekla, gled, nisem jaz kriva, Kača je v bistvu kriva. S drugim besedami, Bog, mogoče si pa ti kriv, ker si pustil določene stvari, da so se zgodile. Ne? Ali pa če nisi ti, je nekdo drug. Ne? V tem smislu. Skratka, vidimo, kako se začne vse rušiti in potem je Bog pravi, tudi gleda, porušil se odnos ne samo med menoj in vama, ne samo med vama, drug z drugim, ampak tudi naravo, okoljem, v katerem stanju. Pravi, zdaj boste s trudom obdelovala to zemljo. Ne bo vam več delo v užitek. Skratka, prihaja do popolne odtujitve, lahko rečemo, na vseh odnosih. In še ena stvar se zgodi. Adam in Eva sta se skrila, ker je bilo, kot smo rekli, sram. Prej jo ni bilo sram očitno. Ta občutek sramu pomeni odtujitev od samega sebe tudi. Človek se sramuje samega sebe. Skratka, zato je evangelij kot tista dobra novica, najavljena v prvi Mojsisovi knjigi, v 3. poglavju, ko Bog govori o tem, da bo prišel nekdo, ki bo strl tej kači glavo. Ne? Ta dobra novica najavlja obnovitev teh odnosov. Evangelij je popolnoma, lahko rečemo, odnosna stvar, ki ponovno spravlja tam, kjer je prišlo do odtujitve. Zato brez pravega razumevanja evangelija ne moremo učinkovito razreševati, kot kristjani absolutno učinkovito ne razreševati torej konfliktov, ker razumevanje evangelija nam daje dostop do Božje moči. Evangelij definitivno spreminja naše življenje, zdaj in tukaj, ko smo rekli, če je to dinamit, ki je nastavljen v naše življenje, potem mora biti nekaj drugačno. In velik poudarek Svetega pisma je seveda na tej resničnosti novega življenja. Svetopismo jasno, apostol Pavel na več mestih govori o tem, da smo tukaj na zemlji kot tujci in priseljenci, pravi, uporablja to. Naša domovina je nekje druge. Živimo po nekih drugih načelih. Zato smo veliko krat v, lahko rečemo, konfliktu z okoljem, v katerem smo, ki spet živi po nekih drugih načelih. Ampak zakaj prihaja do tega? Zato, ker nas evangelij spreminja, ker živimo drugačno, torej življenje. Besedilo recimo 2. Korinčanom, 5. poglavju, 17. vrstici pravi, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Je nova, drugačna, zgodila se transformacija, preobrazba se je zgodila v življenju človeka.
Tako da evangelij je nekaj, kar vsekakor deluje in spreminja naše življenje. Kako, na kakšen način, kje so tiste stvari, ki so pomembne, predvsem ko gre za konflikte. Evangelij nam omogoča, da ljubimo sovražnike. Sovražniki v Svetem pismu niso tisti, ki jih mi sovražimo, da ne bi izpadlo, da imamo mandat za to, da to počnemo, ampak tisti, ki sovražijo nas. Torej v tej smeri samo teče lahko ta zadeva. Ampak Sveto pismo je jasno, Bog je jasno, po različnih virih dobimo vedno to isto sporočilo. Torej, ljubite svoje sovražnike, bodite takšni, kot je vaš nebeški oče, pravi Jezus v Luki. Če je on usmiljen tudi do tistih, ki niso najbolj prijazni, potem se to pričakuje tudi od nas. Evangelij nam omogoča, da prevzamemo pobudo v razreševanju konfliktov. Zakaj? Zato, ker ko ga enkrat razumemo v prvi vrsti zato, kot beremo recimo Rimljanom 5:8, da je nas Kristus ljubil takrat, ko smo bili, pravi Sveto pismo, še grešniki. Se pravi, ko smo bili še aktivni, če rečemo Božji nasprotniki, je Bog pokazal svojo ljubezen do nas. Bog je naredil prvi korak in tisto, k čemur nas Bog vabi, na Sveto pismo vabi, da tudi mi naredimo prvi korak, da prevzamemo pobudo v razreševanju konfliktov. Seveda, to ni vedno enostavno, to ni lahko. Evangelij po Mateju 5. poglavje 23. in 24. vrstica, Jezus pravi, da če pridemo in prinesemo svoj dar Bogu, seveda v kontekstu judovskega bogoslužja, to bila daritev, ki so jo prenašali, in se takrat spomnimo tam, da imamo konflikt z nekom, mogoče niti ne po naši krivdi, po naši odgovornosti, pravi, pusti svoj daritev, svoj dar tam in pojdi in se spravi najprej s to osebo. Torej, obstaja en upravičen od Boga dan razlog, da ne gremo v cerkev, v bogoslužje, v maši. Okay. To je, če smo v konfliktu. Ampak to ne pomeni, da sedimo doma, ampak da gremo in se spravimo, pa potem pridemo. Zdaj malo karikiram, ampak mislim, da razumemo poanto tega, kar je zapisano v tem besedilu. Se pravi, razumevanje evangelija, da je nam bilo odpuščeno, da si tega odpuščanja, ki nam ga Bog daje, nismo zaslužili, kar je definicija milosti, kot pravi Sveto pismo, po kateri smo odrešeni, nam omogoča, da prevzamemo pobudo v razreševanju konfliktov. Ne da čakamo, da pride druga oseba. Zamislite si, kako bi bilo z nami, če bi Bog rekel tako. Ne bom jaz počakal, da pridejo in uredijo stvari z mano. Popolnoma nezamisljivo, bi rekli. Popolnoma za nas tuje, ko gre za razumevanje Boga, tako kot ga predstavlja Sveto pismo. Razumevanje evangelija nam tudi omogoča, da priznamo svoje napake in svoje grehe. Zakaj? Zato, ker vemo, da so nam ti odpuščeni. Zelo težko je priznati, če nismo prepričani glede tega, da nam bo to, kar priznamo, tudi odpuščeno. Drži? Potem težimo k nečemu drugemu. Potem težimo k temu, da ohranimo nek svoj sloves, nek svoj videz. Jaz, da bi naredil napako, to pa ne. Nikoli. Zakaj? Zato, ker mislimo, če bomo priznali, če bomo povedali, bomo priznali, da smo šibki, da nimamo prav, da z nami nekaj narobe, z nami pa nič ni narobe. In potem se enostavno oklepamo nečesa, kar sami globoko v sebi vemo, da ni tako, kot se prepričujemo, da je. Ko pa razumemo sporočilo odpuščanja, sporočilo evangelija, takrat nam ni težko priznati, zato ker vemo, kot pravi to besedilo, da če priznamo, nam bo odpuščeno. Bog je tisti, ki odpušča. In to je tisto, kar šteje. Ni ljudi, ki bi jim bilo bolj odpuščeno, kot so kristjani, ki bi bolje razumeli odpuščanje. In zato bi kristjani morali biti najbolj odpuščajoči ljudje na svetu. Pa ni, nažalost, vedno temu tako. In zato znova se vračam k temu, je tako pomembno, da razumemo svetopisemsko sporočilo o evangeliju. Prav tako pa je konflikt tudi priložnost za naše pričanje. Da pokažemo, da to, kar izpovedujemo s svojimi usti, v resnici deluje, da živimo tako. In ko damo vse te stvari skupaj, potem mislim, da vidimo, zakaj v povsem sekularnih pristopih velikokrat manjka tista bistvena sestavina. Temelj, pravzaprav izhodišče, na katerem temeljijo. To ne pomeni, da, še enkrat poudarjam, da ni možnosti, da tudi brez tega se določeni konflikti
razrešijo, vendar veliko težje, veliko večji izziv je vse skupaj. In nažalost veliko krat tudi manj učinkovito, kot pa, če razumemo te stvari, o katerih smo spregovorili. Ko gre za konflikte, obstajajo na konflikte 3 možne odzive. Mi si bomo na kratko pogledali te 3 odzive in potem se ukvarjali z enim od teh 3, predvsem, ki je tisti pravi. In sicer 3 odzivi so naslednji. Najprej bom samo naštel. Prvi je beg, drugi je napad in tretji odziv je sprava. To so v osnovi 3 možni odzivi, ko gre za konflikte. Pa si poglejmo najprej prvega. Torej, ko govorimo o begu, ko gre za konflikte, govorimo, da je težnja, tista osnovna težnja in želja pravzaprav ta, da se konfliktu izognemo, ne pa da ga razrešimo. Mogoče poznate koga, mogoče ste kdaj sami zelo blizu tega, da pokažete ta pristop, to tendenco, torej izogniti se konfliktu, ne pa ga razrešiti. Na kakšen način 2 taktiki ponavadi uberemo, zato da se konfliktu izognemo. Prvo je, da konflikt zanikamo in da rečemo, vse sploh v bistvu nič ni narobe. Saj ni nobene težave. Zakaj bi se ukvarjali zdaj s tem? Zakaj bi vlagali energijo v to? Saj ni nič. To so besede, ki jih uporabljamo, recimo večkrat. Čeprav, istočasno, ko to izgovarjamo, globoko v sebi vemo, da ni tako. Zato, ker čutimo, kako smo vznemirjeni, čutimo, da v nas vse vre, ampak na zunaj nekako poskušamo iz te neprijetne situacije oditi, se jih izogniti, ne pa jo na drugi strani razrešiti. Lahko, da imamo slabo vest, da imamo slab občutek, da si mislimo, če imamo konflikt, je nekaj narobe z mano, ampak kot sem prej poudaril, konfliktom se ne moremo izogniti. Tudi, če smo kristjani, ne. Če smo kristjani, pa jih lahko uspešno razrešujemo. To pa je drugo. In zato ta pristop nikakor ni učinkovit. In če poznate koga, ki ubere ta pristop, potem ste že kdaj verjetno rekli ali pa slišali koga reči nekaj takega, s tabo se še človek skregati ne more. Zdaj, to lahko zveni kot kompliment, pa ni nujno, da je vedno kompliment. Zelo dobro je treba razumeti, kaj mislimo s temi besedami. Ampak imate ljudi, kjer se zavedate, da je določena težava, da je določen konflikt, ko poskusite to razrešiti, ko se poskusite o tem pogovarjati, se preprosto ta oseba umakne. In ne morete se pogovoriti. To ne pomeni, da je konflikt izginil. Še vedno je tukaj, še vedno se ga zavedate, da je težava, ampak enostavno ni možnosti za njegovo razrešitev, zato ker pač ta oseba recimo zanika to. In druga taktika je, da se popolnoma umakne iz tega. Popolno umik, naj bo po tvoje, naj bo tako, kot ti hočeš. Tako ti praviš, je že prav tako. Ne pa navadi to še rečejo ljudje tako skozi stisnjene zobe. Tako da nam je čisto jasno, da nič ni razrešeno, da je vse skupaj samo bilo izrečeno zato, da se pač ne bi ukvarjali s tem vprašanjem. Konflikt pa ostane še naprej. Zato je ta pristop seveda povsem neučinkovit. Zdaj, značilnosti tega pristopa so, da gre za osredotočenost nase. Oseba, ki ubere ta pristop, razmišlja predvsem o sebi. Ne želim se s tem ukvarjati, neprijetno mi je s tem ukvarjati se, lahko bo boleče in kaj še vse. Skratka, če se želim temu izogniti, potem se moram umakniti, potem je treba pobegniti iz te situacije. Zdaj na ta ali na oni način. In še tisto, kar je druga značilnost tega, da pravzaprav je vse to spremljeno tudi z določenim pretvarjanjem. Imate ljudi, ki vedo, ki se zavedajo, vi veste, da je določena težava, da je določen konflikt, ampak njihovo vedenje je takšno, kot da je vse v najlepšem redu. Na široko se nasmejijo, poskušajo na zunaj pokazati, da so mirni, da nič ne zamerijo, da ni nobene težave. Skratka, pretvarjajo se, ker tisto, kar je v njih, ne ustreza temu, kar je zunaj. In takšna taktika, takšen pristop svojega konfliktu ne prinese ničesar. Konflikt še vedno ostane. Mogoče se zadeva malo umiri, ampak čez nekaj časa znova pride na površje. In takrat vemo, da nismo nič dosegli, nič nismo naredili. To je neučinkovit pristop. Drugi, napad. Kadar v
konfliktu napademo drugo osebo, prihaja do težnje, pravzaprav potem seveda, da v konfliktu zmagamo. In verjetno ste se že kdaj znašli v tej situaciji. Zanimivo je, da večina ljudi, ko se znajde v konfliktu, nekako začne ubirati ta pristop. Če niso obrali onega prvega, potem je ta tisti, ki pride. Veliko ljudi ima občutek, da ko pride do konflikta, kot da so se znašli na nekem nevidnem sodišču, kjer morajo zdaj argumentirati svoje stališče, dokazati svoj prav in seveda s tem dokazati, da druga stran nima prav, da vzmoti. In ni važno, za kakšno vrsto konfliktov gre. V svojem delu se srečujem tudi s konflikti, recimo v zakonski zvezi. In pari ravnajo povsem enako. Tudi, če ni nikogar zraven. Če pa pridejo k nekomu, ki nastopa v vlogi svetovalca, potem je to še bolj. Svetovalec postane sodišče in zdaj imate eno stran in drugo stran, ki dokazujeta svoj prav in poskušata premagati tisto nasprotno stran. Seveda, lahko se zgodi, da ima ena stran boljše argumente, močnejše argumente ali pa samo bolj spretna v podajanju teh argumentov, zmaga, pod narekovaj, ampak v bistvu sta obe strani izgubili. Odnos je izgubil. Odnos je tukaj največji poraženec. In če se spomnimo tega, kot smo rekli, da ko gre za bistvo evangelija, gre za odnose in za spravo v teh odnosih, potem je jasno, da smo dvojni poraženci. Torej, v tem odzivu napad gre za zmago, ne za odnos. Dve poti običajno uberejo ljudje, ko uberejo ta pristop. Prvi je takojšnji napad. Se pravi, takoj, ko se pojavi konflikt, takoj začnem napadati zato, da onemogočim drugi strani, da bi dokazala svoj prav. Takoj je to taktika, ki jo ubere. Je pa velikokrat tudi tako, da nekateri poskušajo najprej z umikom. Torej, najprej poskuša ohraniti mir za vsako ceno, pa čeprav navidezni mir. Čeprav se pretvarja pri tem, ampak ko vidijo, da to ne deluje, se pravi, ko druga stran vendarle zahteva, pričakuje nek pogovor, neko razrešitev konflikta, potem pa se reče, ok, zdaj pa ti bom povedal tisto, kar mora slišati, ne, tako kot je. Potem sledi ta taktika, napad. Se pravi, dve različni točki sta, v katerih lahko vstopimo v takšen pristop k konfliktu. Značilnosti tega konflikta so naslednje, lahko gre za fizični, bom rekel pod narekovajo napad, to se pravi ne pomeni vedno telesni napad, lahko gre za tudi druge vrste agresijo, ki jo izvajamo s tem, ko poskušamo z manipulacijo, z recimo obrekovanjem ali pa upravljanjem dokazati svoj prav in zmagati v nekem konfliktu. Skratka, gre za stvari, s katerimi poskušamo napasti našega nasprotnika v takšni konfliktni situaciji. Druga je osebna diskreditacija, obrekovanje in upravljanje prihajata tudi na ta nivo že. Na prvem nivoju mogoče lahko še omenimo, da ko gre za neke poslovne konflikte, poskušamo zmagati s tem, da porazimo nekoga na poslovnem, finančnem področju ali kakorkoli drugače. Skratka, kombiniramo velikokrat te pristope, tudi ko gre za čisto osebne, družinske, recimo zakonske konflikte. Takrat uporabimo predvsem tega drugega. To nasprotno stran poskušamo diskreditirati. In tretja pod narekovaj je spet tožba. Seveda nekateri konflikti končajo tudi na sodiščih. Tudi to je povsem jasno in na sodišču je jasno, da poskušate ne rešiti odnos, ampak zmagati. Ampak veliko naših konfliktov se odigra pred nevidnimi sodišči, kot sem prej omenil. Ali pa pred sodišči javnega mnenja. Kdorkoli je že ta javnost. Lahko so to otroci v družini, kjer pride do nekega resnega konflikta med zakoncema in potem oba poskušata to javno mnenje svojih otrok dobiti na svojo stran. Zmagati v tem konfliktu, ne dokazati, da je on ali ona tista stran, ki ima prav za razliko od nasprotne strani. Lahko gre za sodelavce v službi, lahko gre za prijatelje, znance, karkoli. Sploh ni pomembno, kdo je to sodišče. Poskušamo na vsak način zmagati. Jasno je, da če zmagamo mi, izgubi nekdo drug, izgubimo oboje, kot smo rekli pravzaprav, in tudi to je povsem neučinkovit način za razreševanje konflikta. Zato nam ostane tretji, edini pravzaprav, to je, da konflikte razrešimo in da pride do sprave, ker konflikti porušijo ali pa vsaj ogrozijo odnose. In tisto, kar si
želimo je seveda, da odnos obnovimo nazaj. Zdaj, včasih to moramo povedati takoj, je odnos nemogoče v polnoti obnoviti na točko, na kateri je odnos bil. Tudi s tem moramo računati. Ampak vendarle lahko veliko, kljub temu, da popolna obnova, popolna sprava tega odnosa ni možna, vendarle lahko veliko naredimo. In bomo povedali, kaj konkretno to je. Tisto, kar je jasno, ko uberemo to pot, da je to boljše, ampak ne tudi lažja pot, nikakor ne lažja pot. Ker najlažje se je umakniti, to je najlažje. Če poskušate zmagati, napad z drugega, tam že morate malo več energije vložiti v to, pa malo razmisliti o argumentih, ne pa veliko govoriti, pa glasno govoriti tudi včasih. Skratka, tam je potrebno določeno delo, ki ga je treba vložiti, ampak oba tista pristopa, kot smo rekli, sta neuspešna, medtem ko tukaj lahko govorimo o edinem uspešnem pristopu k razreševanju konfliktov. In da bi ta pristop bil uspešen, si moramo odgovoriti na 4 vprašanja. Na 4 vprašanja. Kot kristjani imamo to prednost, da lahko na vsa 4 odgovorimo, vključno s prvim. Če ne bi izhajali svetopisemskih izhodišč, svetopisemskih pristopov, bi seveda s prvim imeli težavo. Prvo vprašanje je, kako se lahko v tej konfliktni situaciji osredotočim na Boga, ne na mene. Največja težava v konfliktih je ta, da smo osredotočeni na sebe, za nas gre, a je tako, za naša čustva, za naše občutke, za naše pravice. Dolžnosti ne, dolžnosti imajo samo drugi, mi imamo pravice. Razumete, za mene gre. In zato, ker gre za mene, poskušam jaz sebe zaščititi. In najboljša obramba je napad, tako si rečem. Ali pa če se mi ne da, ali pa čutim, da imam šibke argumente, se umaknem, zaprem, bunker. Ampak ni, znova to poudarjam. Ne gre za nas in tisto, o čemer bi moral kristjan razmišljati, kristjan, ki resno jemlje Sveto pismo, je kako se lahko v tej konfliktni situaciji osredotočimo na Boga, damo Bogu prvi prostor v razreševanju konfliktov. In na vsa ta 4 vprašanja bomo odgovorili oziroma povedali in pokazali, kako se to dogaja. Drugo vprašanje, kako lahko prevzamemo odgovornost za svoj del v konfliktu. To je drugo vprašanje. Po tem vrstnem redu si moramo zastavljati vprašanje in po tem vrstnem redu moramo konflikte razreševati. Ne obratno, ne na nek način po svoje, ampak točno po tem vrstnem redu. Tretje vprašanje, kako lahko pomagam druge osebi prevzeti odgovornost za njen del. In potem četrto vprašanje, kako lahko odpustim in pomagam doseči razumno rešitev. To so 4 vprašanja. Zdaj, kot sem že prej poudaril, ne bomo si teh vprašanj v enakem obsegu zastavljali pri vsakem konfliktu. Ampak pri veliki večini konfliktov bomo pomislili na ta 4 vprašanja in poiskali odgovore na njih. Vsakdo zase. In poglejmo si, kaj so lahko izhodišča za te naše odgovore. Prvo, če spregovorimo o naši osredotočenosti na Boga v konfliktu, ta izhaja ali pa ta temelji na svetopisemskem besedilu, ki ga vidimo tukaj pred sabo. Karkoli že počnemo, piše apostol Pavel v prvem pismu Korinčanom, naj bi to počeli v Božjo slavo. Zdaj, konflikt definitivno ni v Božjo slavo. Ampak naša razrešitev tega konflikta pa je lahko. In ko razmišljate o tem, poskušajte se spomniti, kakšnega svojega konflikta, mislim, ne, vi nimate konflikta, tisti, ki jih drugi imajo, ko so bili ljudje v konfliktih, ne, poskušajte se spomniti tega in si predstavljati, kako drugačna bi bila perspektiva, če bi začeli s to točko. Ne s sabo, ne z mojimi pravicami in s tem, kar se je meni zgodilo, kar je meni ta grozna oseba na drugi strani naredila. Ampak, če bi začeli z Bogom, z razmišljanjem o njem. Kako lahko delamo stvari v Božjo slavo? Prvo je to, da seveda pokažemo zaupanje Bogu, to, kar nam On pravi, kar nasvete, ki nam jih daje. Sveto pismo je polno nasvetov o tem, kako razrešiti različne situacije. Besedilo v pregovorih tukaj pravi, da naj se ne zanašamo na svojo pamet, na svojo modrost, da naj stvari zaupamo Bogu, prenesemo na njega. In On je tisti, ki želi naše življenje narediti uspešno. Kadarkoli se znajdem v situaciji svetovalcev, v nekih zakonskih konfliktih, je moje prvo vprašanje zakoncem to, ali
želite zaupati Bogu ali želite poslušati to, kar Bog pravi. Brez jasnega da, lahko kar na tisti točki nehamo. Ker ne bomo prišli daleč. Ne bomo. In ne glede na to, za kako velik konflikt gre, za kako težko situacijo gre, je ta rešljiva, če začnemo tukaj s tem, če začnemo z Bogom. Če ne začnemo, so možnosti za rešitev veliko, veliko manjše. Torej, to, da nekaj delamo Bogu slavu, da razrešujemo konflikte, da začnemo s tem, da mu zaupamo, da zaupamo temu, kar pravi, njegovim zagotovilom, da nam želi pomagati v tem, da smo poslušni temu, kar je zapisano. Jezus je rekel, da svoj ljubezen do njega kažemo s tem, da smo poslušni temu, kar pravi. Zelo radikalno bomo rekli, ampak tako je. Ne moremo reči, ja, jaz imam rad Boga, delamo pa čisto nekaj drugega od tega, kar Bog pravi. To je enako, kot če bi, ne vem, v zakonu rekli, jaz imam rad svojo ženo, ampak ne delam tega, kar bi si ona želela. Se bo že razumela iz mojih dejanj, da jo imam rad, čeprav so nasprotno temu, kar si ona želi. Stvari ne funkcionirajo tako. To je bistvo. Torej, zaupati Boga, biti mu poslušni. In tisto, kar je zelo pomembno, direktno smo povabljeni, da Boga posnemamo. Posnemamo v tem smislu, tako kot je on ravnal do nas, bi naj tudi mi ravnali drug do drugega. Seveda na našem nivoju. Od nas se ne pričakuje, da razrešujemo konflikte celega sveta. Nismo udeleženi v njih, tako kot je na nek način udeležen Bog posredno. Ampak, ko gre za naše, vendarle moramo posnemati njegovo ravnanje. Tisto, kar je pomembno tudi, ko se osredotočamo na Boga, da se vprašamo, ali je vredno biti v konfliktu glede tega, ali je vredno o tem razpravljati, ali je vredno o tem govoriti. Posebej, če boste brali ta besedila iz pregovorov, boste videli, da smo pozvani k temu, da naj nekatere stvari spregledamo. Ravno tako tudi v psalmu. Pravi, da Bog spregleda naše prestopke. Da se nas usmili. Ne ukvarja se za vsako stvar. In to je zelo pomembno vprašanje. To ni beg. To je zavestna odločitev, ki jo sprejmemo. Ko se rečemo, gre za stvar, okrog katere ni vredno, ni pomembno izgubljati energijo ali ustvarjati čim večje težave okrog tega. Nekatere stvari so točno takšne. In to vemo. Nažalost, velikokrat si ne postavimo tega vprašanja in potem iz vsake muhe naredimo ne samo enega, ampak dva slona. In imamo veliko težavo. Začeli smo z neko malo, ki bi jo lahko razrešili tako mimo grede. S tem, da bi preprosto to spregledali. Pa nismo. Smo pustili, da se zadeva razraste ali pa smo se lotili z težkim orožjem in problem je bil vse večji. To vprašanje je na mestu v tem trenutku. Vendarle pa je treba poudariti nekaj, da prestopka, ki je bil narejen, dejanja, ki je bilo storjeno, ne smemo spregledati, kadar to dejanje uničuje naš odnos z drugo osebo. Kadar na njega bistveno vpliva, vidno vpliva. Takrat ne. Tudi ne, če to dejanje prizadene druge ljudi okrog nas. Ne samo nas, ampak še drugi ljudje so tukaj vključeni. Ravno tako ne, če prizadene storilca samega. So dejanja, iz katerih izhajajo konflikti, ki najbolj prizadenejo storilca, ki je to naredil. Omenimo samo zlorabe alkohola, recimo in drugih substanc, ki se dogajajo. Spregledati takšno ravnanje, ki vodi do konfliktov, ki izhajajo z tega, je uničujoče. In ni trenutek, da to spregledamo. In prav tako ni trenutek, da spregledamo neko dejanje, ko to občutno sramoti Boga. Zdaj govorimo čisto v našem človeškem jeziku, ampak kadar gre za ravnanja, ki gredo povsem jasno, nedvomno nasproti temu, kar Bog pričakuje, kar pravi, kar nas uči, recimo, kar nam bi kot kristjani delali. Zaradi česar, če to počnemo, se težko imenujemo kristjani. Ne glede na vso formalno pripadnost, ki jo lahko izkažemo cerkvi kot take. Se pravi, ko gre za te stvari, za te situacije, dejanja ne moramo spregledati, ampak moramo iti na drugi korak. Vendar pa ključno je, kot sem rekel, da začnemo s tem, predvsem za tisto prvo točko, torej, da se osredotočimo na Boga samega,
Tako da mu zaupamo, smo mu poslušni, da se trudimo v našem pristopu Boga posnemati. Druga točka, prevzemanje odgovornosti. Ko smo to prvo naredili, gremo na drugo. Ne prej in ne gremo na tretjo iz prve, ampak gremo na drugo. Zakaj gremo na drugo? Zato, ker je ključno, da se preden gremo razreševati katerikoli konflikt, soočimo sami seboj. Jezus pravi, da naj se ne ukvarjamo z brunom v očesu našega brata, dokler nismo opravili z iverjem v našem lastnem očesu. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker, kot beremo v Talmudu že, sveta ne vidimo takšnega, kot je, ampak takšnega, kot smo mi. Zanimiv primer sem prebral. Gospod je selil se v eno mesto in ko je pripeljal svoje stvari z avtomobilom, se je ustavil na črpalki, na vhodu v to mesto in črpalka je vprašal, kakšni ljudje živijo tu. In tam odgovori, gospod, kakšni ljudje so bili tam, odkoder prihajate. Je rekel, dobri. Je rekel, to so dobri ljudje. Okay. Ja. Zelo pomembno je, kako gledamo na stvari, zato se moramo najprej ukvarjati sami seboj. Zato se moramo najprej soočiti sami seboj. Ker ko se soočimo sami seboj, ko se zavemo svojih lastnih napak, ko prepoznamo svoj prispevek k konfliktu, takrat se naša perspektiva spreminja, takrat vidimo drugače. Dokler tega ne naredimo, je čisto jasno, da je druga oseba 100% kriva, je tako. Potem pa, ko malo razmislimo, vidimo, čakaj, mogoče sem tudi jaz prispeval nekaj k temu. In ni pomembno koliko, seveda ne moremo za odstotke tega izražati. Tudi če je naš prispevek samo 2%, pa pri drugi osebi 98%, smo mi 100% odgovorni za ta 2%. In to odgovornost moramo prevzeti. Zato se moramo ukvarjati najprej sabo, z našim prispevkom. Prevzeti torej odgovornost za naša dejanja. Kako jo prevzamemo? Dva načina. Prvo je, da se pogovorimo z Bogom. Psalmist je zapisal, pravi, Gospod, preišči me, preizkusi me, naredi rentgen, da vidimo, kaj je v meni. Preišči mojo notranjost. Ker dejstvo je, da se sami velikokrat ne zavedamo tega, kar je v nas. Ko povabimo Boga, ko odpremo Sveto pismo, ko molimo, ko uporabimo vse druge duhovne discipline, ki nas vodijo k Bogu, ki nas blažijo, takrat začnemo videti sami sebe. Je tako? Takrat se prepoznavamo takšni, kot smo, ne takšni, kot bi radi bili, ampak točno takšni, kot smo. In zato se stvari začnejo tukaj. Z nami, mi se ukvarjamo, torej sami sabo na ta način, da se pogovorimo z Bogom in seveda drugi korak je, da se pogovorimo s drugimi ljudmi. Vprašajmo ljudi, ki jim zaupamo, ki so nam blizu. Kaj misliš ti? A je tu kakšen moj prispevek, moj delež v tem konfliktu? Kakšna težava? Ne pogovoriti se z drugimi ljudmi, da jim povemo, kako je kriva ta druga oseba, s katero smo v konfliktu. To zlahka naredimo. Ampak pogovorimo se z drugimi in rečemo, glej, povej mi, nič ti ne zamerim. Ni prijetno slišati tega, ni prijetno. Ampak je nujno. Ker šele, ko vidimo sebe, takšni, kot smo v resnici, takrat bomo drugače pristopili k razreševanju tega konflikta. Ko prevzamemo odgovornost, moramo to svojo odgovornost tudi priznati. 7 P-jev, čisto na hitro, da gremo skozi dobrega priznanja. Prvi, priznajmo vsem prizadetim. Vsem osebam, na katere konflikt vpliva, priznajmo svojo odgovornost za svoj del v konfliktu. Torej, ne rabimo se pretvarjati, jaz sem kriv za vse, če v resnici ne mislimo tako. Lahko da tako ugotovimo, ampak če ne, potem ne govorimo tega. Vendar lepa je nujno, da priznamo vsem prizadetim. Če gre za napake, konflikte, za dejanja srca, se pravi naše notranjosti, moramo priznati samo Bogu, ki ne vplivajo na druge ljudi, seveda te stvari. Če pa je vpliv na kogarkoli drugega, še moramo priznati ljudem. To je zelo pomembno. Torej, priznajmo vsem prizadetim. Ko priznamo, pustimo primeru, če, ampak in morda. Dostikrat slišim koga reči, če sem te res prizadel, potem me oprosti. S tem, če
smo povedali, da osebi, ki nam je rekla, da smo jo prizadeli, ne verjamemo. Ne? To, kar praviš, ni res, jaz te ne verjamem, ampak ker če je tukaj. Ali pa rečemo tako, glej, oprosti, ker sem rekel, naredil to in to je bilo narobe, kar že, ampak jaz ne bi naredil tega, če me ne bi ti izval. S čimer smo spet anulirali vse, kar smo rekli pred tem. Niti ne bo naše priznanje, morda bi moral narediti drugače. Ker s tem kažemo, da nismo ravno prepričani, da smo naredili karkoli narobe, pa tudi nismo, da bi morali narediti karkoli drugače. Torej, pustimo te stvari po strani. Priznajmo, da smo nekaj naredili narobe. Sicer včasih, odvisno od tudi področja, s katerega prihajamo, recimo moje, kar se sliši, verjetno je Štajerska primarna, ne? In takrat rečemo, če sem te prizadel, ampak ne mislimo kot pogojnik, ampak ker sem te prizadel bolj. Tako da moram včasih prav paziti, da ne uporabim tega če, ker lahko izpade čisto drugače od tega, kar je bilo mišljeno. Ampak zelo pazljivo moramo premisliti o svojem priznanju. Priznajmo konkretno, povejmo, kaj smo naredili narobe. Prepoznajmo prizadetost pri drugi osebi. Verjamem, da sem te s tem prizadel. Karkoli že je bilo, verjamem, da sem te s tem prizadel. Priznamo, to smo naredili in vidim, da je to posledica, to je učinek. Prevzamemo odgovornost za posledice tega, kar smo naredili. Velikokrat se srečam s ljudmi, ki razmišljajo povsem zgrešeno na tem področju. V prvi vrsti se moramo zavedati, da smo odgovorni za svoje dejanja, da posledice izhajajo iz teh dejanj. In da če želimo drugačne posledice, ni dovolj, da si želimo drugačne posledice, ampak moramo spremeniti svoje dejanja. Ne izbiramo posledic. Ampak ko smo nekaj naredili narobe, ko je prišlo do nekih negativnih posledic, prevzamemo odgovornost za te stvari, da, to je moja odgovornost, jaz sem kriv za ta del, da je do tega prišlo. Predrugačite svoje vedenje, spremenite ga. Pravo priznanje kaže pripravljenost na to. Verjetno poznate koga, ki je doživel nekaj negativnega, pa je doživljal nekaj negativnega. Recimo, ko gre za nasilje v družini velikokrat, slišim te besede, ne? Pa saj je rekel, da mu je žal. To, da je nekdo rekel, da mu je žal, ni dovolj. Mora priti do neke spremembe, mora priti do nekih korakov v pravi smeri. Ni dovolj, da rečemo, žal mi je, potem pa čez 1 uro spet to ponovimo. Pa bomo spet rekli, da nam je žal, pa da naj oprosti, kdorkoli že. Spremenimo svoje vedenje, s tem kažemo, da je naše priznanje resno, da resno mislimo in prosimo za odpuščanje. Ko smo priznali, prosim, odpusti mi. Ni potrebno veliko besed, ampak je ključno, da uporabimo pravo. In ključno je, da naredimo ta korak. Tretji, ko smo opravili z Bogom, če lahko tako rečem, in sami sabo, šele takrat se pogovarjamo z nasprotno stranjo. Večina ljudi gre takoj na tretji korak. Takoj poskušajo rešiti stvari tukaj. In povedati drugim, da so krivi, da so odgovorni za določen del konflikta. Ko želimo pomagati nekomu, da tudi ta druga oseba prevzame odgovornost za svoj del, mora biti naš cilj vedno obnova. Obnova odnosa. Pomagati tej osebi na tej poti, ne znašati se na njo, ne kaznovati je, ampak obnoviti nazaj v nek status, ki ga je ta konflikt, v katerem smo bili porušeni. Kako lahko to naredimo? V prvi vrsti tako, da naredimo mi prvi korak. Ko smo se pogovorili s Bogom, s drugimi ljudmi, ko smo videli sebe, kar je prevzeli svojo odgovornost, zdaj ne čakamo, da bo to naredila še druga oseba, ker mogoče bomo čakali do smrti. Ampak je zelo pomembno, da prevzamemo tukaj pobudo. Če se spomnite, na začetku smo rekli, evangelij nam omogoča prevzemanje pobude. Zato, ker vemo, da nam je odpuščeno. Ker vemo, da ne rabimo skrbeti za svoj imidž. Ker je Bog poskrbel za njega. Njegovo odpuščanje je poskrbelo za naš imidž. In zato lahko gremo in prevzamemo pobudo. Ko gremo, pojdimo osebno. Zelo pomembno je, da pride do osebnega pogovora z drugo osebo.
Danes sicer živimo v času, ko veliko komuniciramo digitalno, preko e-pošte in podobnih stvari. Veliko krat mi ljudje reče, ampak bom jaz napisal v enem e-mailu vse tisto, kar želim povedati osebi. Jaz to vedno odsvetujem. Zakaj? Zato, ker ko beremo neko besedilo, si ga absolutno razlagamo po svoje. Ne vemo, kaj se je dogajalo v tej osebi, ko je to pisala v tistem trenutku. Ne vidimo konteksta, ne vidimo neverbalnih sporočil, ki so povezane s tem. Mi samo vidimo črke na papirju oziroma na ekranu. In te črke si razlagamo čisto po svoje. Manjka nam en bistven element. Zato, če želimo resnično zgladiti konflikt, pomaga tudi drugi osebi, da prevzame svojo odgovornost. Pojdimo osebno. Matej 18. poglavje, 15. vrstica pravi, če ima tvoj brat kaj proti tebi, velja za sestro enako, ne? Pojdi. Ti pojdi, ne čakaj. Ampak ti pojdi, naredi ta korak. Ja. Pomemben moment, se pravi, gremo osebno. Nadalje, ko gremo, poslušajmo. Ne, jaz sem prišel zdaj, da ti povem vse, kar si naredil narobe, ampak postavimo določena vprašanja, poskušajmo razumeti, kaj je pripeljalo to osebo do takšnega ravnanja, do takšnega stališča, kot ga je pokazalo. Ker to nam bo omogočilo potem, da izberemo prave besede. In preden spregovorimo, že predno smo šli, lahko načrtujemo, kaj bomo povedali, pa tudi takrat, ko poslušamo in ko smo slišali, razmislimo najprej, preden odpremo usta in povemo, kar želimo povedati. Ne, načrtujemo doma, potem pa pridemo in, ker sem jaz zdaj to rekel, da ta točka je alineja poslušanja, poslušamo, potem pa povemo vse tisto svoje, kar smo si doma pripravili. Ne, nas to, kar smo slišali, informira, omehča naše besede, im da nek drug ton, drug kontekst. Nekatere bodo preprosto nepotrebne, mogoče v takih situaciji. Zato je pomemben tisti element poslušanja, ampak tudi premisleka, kaj narediti. Če potrebujemo za to soočanje z nekom pomoč, poiščimo to pomoč. Jezus pravi, če tebe ne posluša samega ali misliš, da te ne bo, vzami še koga zraven. Pa pojdi s to osebo. Vzami 2 ali 3 priče, ne priče, ki bodo navalile na to osebo in je zdaj povedali skupaj z nami, kako grozna je, ampak ljudi, ki jim je mar za odnos, ki bodo posredovali v tem, da pride do zgladitve tega odnosa, da pride do sprave. Vzami ljudi zraven, ne rabimo ljudem naprej povedati celo zgodbo. Eno predavanje, o kateri govorim, je vprašanje recimo obrekovanja, napravljanja, ki je zelo pogosto, seveda vse povsod. Mislim, da ni nikogar, ki se ne bi s tem srečal. Seveda spet pravim, mi ne obrekujemo, ki smo to, ampak drugi pa. Ampak ko se s temi stvarmi srečujemo, veliko krat ljudje mislijo, tu je zdaj dovoljenje, da če jaz hočem pomoč nekoga, grem k tej osebi in potem vse povem o tem, kar se je zgodilo, potem pa rečem, pridi z mano, da boš mi pomagal zdaj, da to povem še tej osebi. Ne. Vzamemo to osebo in jo odpeljemo zraven in takrat povemo tisti osebi, ki lahko povemo. Poskušajmo konflikt vedno držati v najožjem možnem krogu. Najožjem možnem krogu. Ljudi, ki lahko dejansko pomagajo pri razreševanju konflikta. Če imam jaz konflikt z mojo ženo, potem mi moj sodelavec v službi ne more nič pomagati. Samo moja žena lahko pomaga. In jaz njej, mislim, če smo v konfliktu, razumete? Če imate konflikt s prijateljem, ne morete doma govoriti ženi ali možu. Ne bo vam pomagal, lahko pa ga vzamete zraven ali jo vzamete zraven in rečete, bodi tukaj, daj kakšen dober nasvet, poskušaj v tej smeri poslušati in govoriti tudi, da lahko zgladiva ta odnos. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, ko pomagamo in poskušamo drugi osebi pomagati, da prevzame odgovornost, je, da se moramo zavedati svojih omejitev. To pa je, da mi lahko soočimo, Bog je tisti, ki spreminja. Mi lahko pravimo samo svoj del, mi ne rabimo spremeniti druge osebe. In ne bo vedno to soočanje uspešno, nažalost. Je pa pomembno, da do tega pride. Pismo Rimljanom Pavel pravi, kolikor je v vaši moči, imejte mir z ljudmi. Z nekaterimi ne moreš priti do tega. Niso pripravljeni spremeniti, tako je. Torej ne moremo usiliti miru na silo. Lahko ga ponudimo, lahko naredimo te korake, pomagamo, ampak včasih vendarle ni tistega želenega rezultata. In
Še na kratko četrti del, četrti korak, četrti odgovor, odpuščanje. Odpuščanje odpira vrata za, kar je idealno, popolno obnovitev ali ozdravitev odnosa. Ni nujno, da se bo vedno zgodilo, to moram takoj povedati. Tudi če smo odpustili, pa bom povedal, zakaj ne malo kasneje. Tisto, kar je pomembno vedeti, da sta Božje in naše odpuščanje neločljivo povezani. Ta besedila, kateregakoli boste vzeli, boste videli, da jasno povezujejo. Pavel pravi, kakor je Bog odpustil vam v Kristusu, tako vi odpuščate drug drugemu. Jezus se še bolj neposredno Mateja 6:12 v molitvi Oče naš pravi in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili. To je neločljiva povezava. Jezus je govoril recimo Mateju 18. poglavje prilika o dveh dolžnikih. In spet ponazoril to isto. Skratka, gre za neločljivo povezanost enega in drugega. Tega se moramo zavedati. Odpuščanje ni v prvi vrsti čustvo. Torej jaz čutim, da sem te odpustil. Odpuščanje tudi ni pozabljanje. Pozabljanje je pasivno. Ker nekaj preprosto izgine iz našega spomina, da rečemo spledi v njem. Odpuščanje ni opravičevanje dejanja, ki je bilo narejeno. Včasih mi kdo reče, vse ga razumem, zakaj je to naredil in zakaj je tako reagiral, zakaj je to rekel, pa potem stoji en razlog, ki gre v prid tega, da se opraviči dejanje, ki je bilo storjeno. Ampak to ni odpuščanje. To je preprosto opravičevanje tega dejanja. In velikokrat brez tega, da pride do te konfrontacije, soočenja z drugo osebo, kot je bila prej. Odpuščanje je radikalna odločitev. In sicer odločitev, da nekaj ne bomo naredili. To, kar ne bomo naredili, je, da ne bomo gojili zamere do tega, ki nam je nekaj naredil. Lahko prihajamo do tega ravno kar. Evo. Dve komponente odpuščanja. Osebna, to je ta, ki ste omenili. Se pravi, jaz lahko nekomu odpustim. Ali pa v osnovi za odpuščanje je potrebna samo ena oseba na začetku. Samo ena oseba. Se pravi, nekdo, imenujemo to osebo žrtev, odpušča storilcu. To je tako imenovano tiho odpuščanje. Mogoče tista druga oseba za to niti ne ve. Ni seznanjena s tem, ampak mi smo, kot temu rečemo, razčistili s svojimi občutki, svojimi čustvi do te druge osebe. To je osebna komponenta. In druga komponenta je odnosna. Ko je na eni strani odpuščanje, ko je na drugi strani priznanje, ko je na prvi priznanje, pa na drugi odpuščanje, torej oboje, ko prihaja do sprave. Kadar sta ti dve komponenti združeni, govorimo o tako imenovanem popolnem odpuščanju. Se pravi, mi smo mirni, tako na znotraj, kot tudi na zunaj. Ampak, kot sem rekel, vedno ne pride do tega, že prej smo to omenili, ni nujno, da se vedno zgodi sprava. Zakaj? Če na drugi strani nimamo osebe, ki si želi spravo, sprave ne more biti. To je dejstvo. So okoliščine, so situacije, ko je sprava tudi nevarna, da se zgodi. Zato, ker lahko pomeni, da se nekdo, žrtev, ki je nekaj bilo storjeno, znova izpostavi situaciji, v kateri lahko pride do istih negativnih dejanj, do katerih je prišlo in so povzročile problem na začetku. Včasih je sprava zelo dolgotrajen proces. Včasih, kot sem rekel, se ne bo zgodil. Ne rabimo biti obremenjeni s tem, kaj bo. Ampak začeti moramo z odpuščanjem, ki, kot smo rekli prej, odpira vrata. Nudi možnost za to, da do sprave pride. Namreč, ko ravnamo, ko gre za naše lastno priznanje in pričakujemo priznanje drugih ljudi, se moramo zavedati nečesa, kar eden od avtorjev imenuje zlati rezultat. V Svetem pismu imamo eno besedilo, ki ga imenujemo zlato pravilo. Storite ljudem tisto, kar želite, da bi ljudje storili vam, če tako povzamemo. Oziroma ne storite ničesar, kar ne želite, da bi oni storili vam, če hočemo biti bolj dosledni. Zlati rezultat pa je tak, da ravnanje, ki ga mi pokažemo, ponavadi velikokrat sproži isto ravnanje na drugi strani. Ko mi gremo in priznamo in prevzamemo odgovornost, velikokrat samim tem na drugi strani sprožimo isto ravnanje.
isti odziv. Ko mi odpustimo, odpiramo vrata, omogočamo odziv na drugi strani. Zato je tako pomembno, da gremo po pravim vrstnem redu in da se lotevamo stvari na pravi način. In da, če je možno, združimo obe ti komponenti, se pravi osebno, notranjo in pa odnosno komponento. Zdaj, obstaja še ena možnost tukaj. In to je, da pride samo do odnosne komponente odpuščanja. Se pravi, pride do nekega dejanja zunanje sprave. To je tako, veste, kot ko smo bili otroci, pa smo se skregali. In potem je mama posredovala vmes in potem je mama rekla na koncu, no zdaj se pa objamite. Recimo, to je bila taka rešitev, poznamo to. In potem je izgledalo, kot da je zdaj vse v redu, ker smo se objeli. Se pravi, prišlo je do te odnosne komponente, do nekega dejanja sprave, ampak ko smo šli na razen, smo včipnili onega drugega. Ne? Kar je pokazalo, da se ni znotraj nekaj zgodilo. Takšno odpuščanje, takšna sprava je prazna, navidezna. V bistvu ne moremo sploh govoriti o njej. Nažalost se v nekaterih krogih, ki seveda izključujejo to komponento duhovnega in krščanskega poudarja kot prava oblika sprave, ampak ni. To je fasada, to je igra. To je nekaj, čemur manjka tisti bistveni del, bistvena komponenta tukaj. Se pravi, moramo težiti k enemu in drugemu. 4 obljube odpuščenja, na kratko, vem, da sem že čas, bom zdaj poskušal res zaključiti hitro. Prvo, kadar odpustimo, obljubimo drugi osebi, da incidenta ne bomo več omenjali. Torej, če smo odpustili, potem ne bomo naslednjič, ko se spet vidimo, povedali, a se spomniš, kaj si mi naredil zadnji čas, pa sem te odpustil. Incidenta ne omenjamo več. To je tisto, kar Sveto pismo v Stari zavezi, mislim, da je pri proroku Amosu, Bog pravi, da ko on odpušča naše grehe, jih vrže na dno morja. Kar pomeni, da tam ostanejo. Mi sicer imamo danes podmornice, pa vse potegnemo ven, kar je na dnu morja tudi. Ampak Bog uporablja še drugo perspektivo. V Izaiju 43. poglavju, mislim, da je 25. vrstica pravi, da ko Bog odpušča naše grehe, kot da bi izbrisal oblak. In vemo, kak je to z oblaki, ko jih gledamo, zdaj ga vidiš, zdaj ga ne vidiš, ni ga več. Se pravi, odpuščanje ne omenja več tega. Ni več to tisto, kar bo na tapeti, vedno znova in znova. Obljubljam, da incidenta ne bom uporabil proti tebi. Ko bom poskušal pokazati, kakšna si, ali kakšna si, recimo. Obljubljam, da ne bom drugim govoril o tem, če smo odpustili. Je to obljuba, ki jo dajemo, ne da bi jo izrekli. In zadnje, obljubljam, da to ne bo viralo najnega odnosa. Ta zadnja stvar je seveda pogojna. Pogojna v smislu, da je odvisna od priznanja tudi na drugi strani. To je najtežje. Lahko se zgodi, ne zgodi se vedno, ampak ko se zgodi, potem je to super. To je tisti ideal, kateremu gremo. 4a točka, ker smo rekli, ne samo odpustiti, ampak poiščemo tudi razrešitev. Verjetno ste nekateri vse slišali za ime Stephena Coveyja, avtorja 7 navad zelo uspešnih ljudi. Covey pravi, napisal je knjigo z naslovom Tretja alternativa in v tej knjigi, ki je po mojem ena najboljših njegovih, govori o tem, da ta tretja alternativa predstavlja sinergijo, ne kompromis. Pri kompromisu sta obe strani nezadovoljni. Zakaj? Zato, ker je vsaka se morala nečemu odpovedati. Pri sinergiji pa sta obe zadovoljni, ker dobita več, kot bi dobili, če bi zmagala katerakoli od strani. Da bi do tega prišlo 4 koraki, zavedati se moramo sebe, kaj mi hočemo, kaj se v nas dogaja, potem moramo slišati drugo osebo, jo poslušati, definirati, kako izgleda uspešna rešitev. Ne, to je moja rešitev ali pa tvoja, ampak kako bo izgledala uspešna rešitev. In zadnja, 4. stvar, iskati in izvajati moramo to tretjo alternativo. Reč preprosto, uspešna rešitev ima te značilnosti, torej kaj lahko narediva, da razrešiva ta konflikt. Ne moje, ne tvoje, ampak najna, neka skupna rešitev, skupna razrešitev. In čisto za konec, kaj če nič od tega ne deluje? Vse ste poskusili, bili ste na predavanje, pa vam na koncu povem, da lahko da ne bo nič delovalo. Ampak imam rešitev tudi za to. Pravzaprav ne jaz, ampak Bog. In ta Božja rešitev na svet je uporabiti najbolj učinkovito orožje, če nič ne delovalo tega. Če ne deluje z malim kladivom, vzamite večjega. Ampak to večje kladivo v svetopisemskem kontekstu je to. Če je tvoj sovražnik lažen, mu daj isti. Če je žejen,
mu daj piti, če boš namreč delal, tako boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. Pokaži ljubezen do konca, tudi če ni odziva na drugi strani. Ker slej ko prej bo to žareče oglje začelo delovati vse v večini primerov. In to je tisto, kar nam preostane. Če smo naredili vse, pa ni bilo nič, uporabimo to načelo. To je najbolj učinkovito orožje za to, da vendarle živimo polno življenje v izobilju, kljub temu, da tu pa tam izkusimo in doživimo tudi kakšen konflikt. Hvala lepa za